Ja, lahko rečemo, da gre za zelo dinamičen razvoj v tem obdobju, predvsem na področju tehnologije energetske učinkovitosti. Tukaj so se res stvari hitro izboljšale, tako na področju elektromotornih pogonov, črpalk, razsvetljave, izkoriščanja odvečne toplote, soproizvodnje. Tukaj je dejansko bil en velik tehnološki razvoj narejen. Predvsem pa so bile bistveno tudi izboljšani postopki, možnosti spremljanja, upravljanja z energijo v tem času, vpeljani so bili novi standardi, tako da lahko res rečemo, da je bil v tem času en skokovit razvoj narejen, in da so danes dejansko se soočamo pri svojem delu še z nekoliko drugačnimi izzivi, ki jih prinaša digitalizacija in pa razvoj novih storitev na tem področju. Ampak še vedno ostaja energetski menedžer tisti, ki mora kvalitetno upravljati z energijo v podjetju, obvladovati tehnološke postopke in z tega stališča je pomen znanja in teh veščin kljub večji podpori tehnologije še vedno zelo pomemben. First of all, I should say that for many companies it's a good financial decision to move towards renewable energies, towards decentralization of energy production of use and the intelligent management of the demand for energy inside factories and offices. So my first argument is that it makes financial sense. Za podjetje Domel kot proizvajalca elektromotorjev je to ključna lastnost, ključna karakteristika, s katero postajamo oziroma smo na trgu boljši, drugačni od konkurence. Spravo, energetska učinkovitost je za nas ključna, najbolj pomembna karakteristika. Na objektu Polycom energetsko varčna gradnja pomeni predvsem to, da smo pri načrtovanju in pri sami izvedbi objekta uporabljali naravne materiale in pa zunanjemu ovoju objekta dodali vso potrebno toplotno izolacijo, da je objekt energetsko varčen in učinkovit. To pomeni, da smo na streho položili zadostno toplotno izolacijo oziroma prekomerno količino toplotne izolacije, kot je bila potrebna po PURES-u. Toplotno izolacijo same fasade smo izvedli z pojačano toplotno izolacijo izofenikom, kar mogoče za tak objekt ne bi bilo potrebno, vendar naročnika, investitorja sta se odločila, da pri takih zadevah ne varčujemo. Trends at the moment are a movement towards services that encompass a whole range of different elements, ranging from energy automation to feedback to community integration of services. The blockchain technology is enabling a lot of new business cases for them, and this is the big advantage for this technology. They can increase the efficiency of transaction, and areas where they had problems in the past, they can now solve with this blockchain technology.